Dr. Samo Smrke se je rodil 5. avgusta 1985 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, kjer je leta 2013 doktoriral. V sklopu doktorskega študija je bil gostujoči raziskovalec na Züriški univerzi za uporabne znanosti, kjer je leta 2013 zaposlen kot znanstveni sodelavec. Znanstveno je dejaven na področju analizne kemije, kjer razvija nove metode za dinamično analizo hlapnih organskih spojin in arome. Poleg raziskovalne dejavnosti je aktiven tudi v popularizaciji znanosti kave. Od leta 1999 je tudi član astronomskega društva Kmica. Pomurskega akademika dr. Samoja Smrketa poznam že z njegovih gimnazijskih let, in sicer srečala sva se pri astronomskem društvu Kmica. Je bil fejst zagnani astronom, saj je še zdaj, in ne samo, kaj je bil zagnani, bil je tudi fejst uspešen. Je bil tisti, s katerim se Kmica še zdaj rada povali, ki je prvi posnel eksoplanet, torej planet pri tuji zvezdi. In to je gvišno bil eden izmed velikih vrhuncev astronomskega društva Kmica, in z astronomsko fotografijo, z astrofotografijo je povezan tudi zdaj. Vsako leto nam prispeva kakšno lepo fotografijo, ker te ponicamo na stenskom koledarju astronomskega društva Kmica. No, strokovna, raziskovalna pot ga je pa odpeljala nekam inan. In sicer, da gnjez nam predstavil fejst zanimivo predavanje, s katerim se dosta nas sreča vsak dan. In to je kava. Deluje v Švici na inštitutu, v katerem raziskujejo kavo, in čulimo, kako je važno, kako je kava zmleta. Vsi nekako imamo navado, pa v mislih, kako je važno, kako se kava skuje. Seveda je važno, kako se skuje. Liki z nedobro mlete kave mu se gnjez navčili, pa dobro kavo ne more skujati. No, in zato sem toliko bolj veseli, ko se je pomurski akademik dr. Samo Smrke iz tujine prikopčil na našo konferenco. Izkoriščamo tudi to možnost za naše raziskovalce, članice pa člane, ki delajo izven Slovenije, nender daleč, in da nam predstavil mletje kave. To, kar je bilo nadaleč, sem pa pravo zavolil toga, ker kakokoli tehnologija marsikaj omogoča, ali ki to, ko bi njegovo dobro kavo lejko prek računalnika tudi zašnofali, bi nam bila tista konferenčna dvorana lepšega vonja, to pa žal še ne je šlo. Vabim vas, ko se kljub tome, tisti, ki imate radi kavo, si jo skujajte, lotimo našega gnjišnega predavanja, pa ga v Küper poglednemo in se tudi marsikaj navčimo. Tudi kako treba se brigati za naš mlinček, s katerim mlejemo kavo. Študije o pripravi kave se večinoma osredotočajo na praženje in ekstrakcijo kave. O mletju se govori manj. V opisu metod se pogosto omenja le, ali je mletje fino ali grobo, redkeje pa so velikosti delcev opredeljene številčnimi vrednostmi povprečne velikosti delcev mlete kave. Tudi v praksi je za mlinčke za kavo manj zanimanja kot za aparate za ekstrakcijo, na primer ekspreso aparat, kar vodi v manjše naložbe v razvoj tehnologij mletja v industriji. Predavanje bo predstavilo izzive mletja kave, kakšna je distribucija velikosti delcev mlete kave ter rezultate študije, ki kažejo, da na kakovost pripravljenega ekspresa napitka vpliva ne le povprečna velikost delcev, temveč tudi sama distribucija velikosti delcev pražene kave. 3 dejstva. Pri mletju kave nastanejo delci različnih velikosti, ki vplivajo na proces ekstrakcije. Glavno populacijo delcev dopolnjujejo fini delci, ki igrajo ključno vlogo pri homogenosti ekstrakcije.
Različne vrste mlinov, konusni, diskasti, roller, ne vplivajo na delež finih delcev, kar se odraža v lastnostih končnega napitka. Na primer, konusni mlini ustvarijo 25 do 35% finih delcev, diskasti 20 do 30%, medtem ko roller mlini le 10 do 15%. Velikost kavnih delcev neposredno vpliva na čas ekstrakcije in kakovost napitka. Natančna nastavitev mlina in delež finih delcev prispevata k izboljšanju arome, okusa ter enakomerne ekstrakcije, kar se meri z naprednimi metodami, kot je partial least squares regression. Zdaj pa znam v neko guče, malo čisto drugo teme, bolj domače, ko se znam predstavljati s tem, ko doma delamo, dosta od nas vsak še den, ga pa to študiram, pa bom zdaj malo povedal o tom, kako to pripravo kave, ko se tu notri je v tom bistvu, predvsem pri mleti kave. Pa eno študijo mu predstavil, ko smo mi napravili. Pa idemo najprej eno par osnov, kar moramo znati tu. Zdaj pa pri kavi, ko govorimo o mleti kave, moramo pogledati na strukturo kave. Zdaj, kako mi pogledamo eno zrno kave, se nam vidi, ko je to kakšen pač trdi material, ali v bistvu kava je fejst, kako to pravimo, porozna. V bistvu je 50% zrak noter, 50% je trdni material. To vidimo na tej sliki tu, ko vidimo zelena kava, se pravi seme drevesa kave, je pač neporozno, kako kavo spražimo, kako je fejst porozna grata, imamo to porozno strukturo. Zato ima za eno posledico to, ko meljemo to kavo, če ščemo to zmleti na manjše koške, kavna zrno, se fejst drobi te materijale, zato ker je ta porozna struktura. In če poslikamo mleto kavo, vidimo, ko je večinoma puno teh malih delcev, kako jih tu vidite na sliki zadaj, in nekaj teh večjih delcev. Se pravi, imamo nekako dve populacije različnih delcev kave, in če zmerimo te populacije z distribucijo velikosti zrn, vidimo, ko imamo te dve populaciji. Ena velikost je ta večji delci, ker so tam nekje med 0,2 do 1 mm velikosti, pač odvisno od kakšno pripravo kave ide. Drugo so pa te prašni delci ali fini delci, ker so pa neodvisni od tega, kako fino ali grobo meljamo, zato so odvisni od te strukture, od velikosti strukture, in so okoli teh 50 mikronov velikosti, se pravi, nekaj debelino velikosti isto, kot naše lasje, kot debelina las. In vidimo, zdaj, če tu spremenjamo, kako na tom grafi so različna mleta kava, od espresso do nekša filter kava, vidimo, ko se spremenja tudi ne samo pozicija tega grafa na desni strani, se spremeni tudi količina teh prašnih delcev, kar proizvedemo. Seveda, če meljemo na bolj fine delce, proizvedemo več teh finih delcev. Zdaj, zakaj je to pomembno, bomo videli kasneje. Prvo, ko se mogoče tu moramo zdaj malo razčistiti, je to nastavitev mlinčka, kavo, ko meljamo fino ali grobo. Zdaj, po navadi v dosta lokalov to imajo pač nastavljeno na neko nastavitev, pa se ne spreminja, ali gnez tem že dosta to te dnevno v nekaj pač malo boljše lokale spreminjajo to, pa za vsakšo kavo imajo noče, se pravi, mi nekako spreminjamo nastavitev mlinčka, s tem spreminjamo poprečno velikosti delca kave, te omlete kave, in nekako to je v določenem razmerju precej dobro linearno, se pravi, od tam 0,2 mm do 0,8 mm razmaka v mlinčke je nekako linearno z povprečno velikostjo delcev. Se pravi, to je funkcija mlinčka, ko to z neko nastavitvijo mlinčka mi nastavljamo velikost delca kave. Ampak, ko se zgodi, kako smo videli tam v grafi prejšnjem slajdu, je, če meljamo bolj na fino, proizvajamo tudi dosta teh prašnih delcev. Se pravi, to imam tu primer meritve, dosti različnih kav mletih na eno mline, in vidimo, bolje, ko meljamo fino, bolje vidimo na levo stran, več imamo teh prašnih malih delcev finih,
in te delci so pač določene probleme povzročajo. To bomo videli kasneje, ampak glavno važno zdaj tu je, kar razumem toliko, je ta nekšna relacija med tem, kako meljamo na to populacijo teh delcev. Se pravi, koliko delcev pa proizvede, kar je mlinček, je pa odvisno od tega, kakšno tehnologijo mletja imamo. Se pravi, to je nekšna, imamo 3 osnovne tehnologije mlinov. Zdaj, če imamo te tipične kavne aparate za doma, pa za potrošniške aparate, imajo tipično konične mline, te na sliki zgoraj tu. Te nekdaj proizvedejo 25-35% prašnih teh finih delcev. Za isto velikost, poprečno velikost delca, če imamo diskaste mline, to je to, kar imamo ponavadi v barih, v kafičih mlinčke, se pravi ranga velikosti za en mlinček 1000 do 3000 evrov cena. Imajo takšne diskaste mline, te so bolkše, se pravi meljejo, bolje režejo delce in menje drobijo. In imajo 20 do 30% dobimo teh prašnih delcev. Zdaj pa, če idemo na industrijsko mletje, recimo za kapsule, za kavne kapsule, imam pa pač te mline na te cilindrične, roller mline, te pa samo 10 do 15% teh prašnih delcev proizvedejo. Se pravi, to je najboljša tehnologija mletja. In to, če pogledamo te različne mline in imamo nekšne meritve, nekako vidimo tudi določeno tehnologijo, kako na tom grafu je te z rdečo označeno. To so pač kave, ker so bile mlete z roller mline, se pravi, te imajo, leko meljamo fino in ne proizvedemo dosta teh prašnih delcev, kar pomeni, ko se ta kava leko ekstrahira zelo fejst učinkovito, zato ker imamo poprečno manjše delce in nemamo teh finih prašnih delcev, ker bi nam zabasali, onemogočali pretok vode čez kavo. In te smo mi eno študijo napravili, kako bi zdaj mi malo bolje pogledali, kateri delci kaj vplivajo, in smo se odločili, kako bomo nekšen sistem napravili študije, ki bomo kavo pripravili tako, se jo pripravilo v bari, se pravi, na takšno mašino smo vzeli, kako je tu na sliki, en mlinček, ker se pač lepo nastavi na točno velikost oziroma nastavitev mlinčka, zato ker je en obrat, je točno 1 mm pri tom mlinčku, razmaka med temi diskastimi ploščami. In smo imeli pač nekšen recept, ker je tu upisani, kako to pripravimo, 20 gramov kave, 40 gramov napitka in 9 barov pritiska vode. In te smo pa, ko smo pa te napravili, te smo pa, se pravi, smo skozi sito smo pač te prašne delce pač presejali in smo jih si dali na stran. In smo napravili takšen eksperimentalni plan, ko smo imeli določene nastavitve na mline, pripravili te kave, te smo pa dodali prašne delce k mleti kave, se pravi, smo dodali 5%, 10% ali 20% teh delcev, zmešali, pa te ponovno pripravili to kavo z povečano količino prašnih delcev. Te smo določene meritve napravili, kako se ekstrahira, kakšna je skupna koncentracija topnih spojin v napitki, pokušanje s strokovnjaki z tega področja, te smo pa še analize, se pravi, distribucije velikosti delcev v mleti kavi in pa analize hlapnih organskih spojin. Se pravi, to nam pa pove malo o aromi te kave, kakšna aroma je. Kakšen je zdaj tu rezultat? Najprej, ko se predstavljamo, kakšni so te kavni delci, zdaj v tom primeru, prej so imeli to črto, tu so pač levo meritve, vidite, kot tu nekaj takšne hude razlike, zato ker smo imeli kavo za espresso in smo malo bolj grobo, malo fino mleli, se pravi, vsi te so približno precej podobne velikosti delcev. In če to na tom grafi, kako smo ga prelemeli, pokažemo, kjer so bili prej so bile vse točke na enoj te krivulji, okoli te krivulje razporejene, zdaj imamo to krivuljo tudi na črno, in te pa imamo te rdeče pike, kjer smo pa mi te fine delce dodali in imamo pač te večji delež finih delcev. In te imamo zdaj vse te ekstrakcije in meritve. In kaj nas zdaj tu zanima?
Prvo nas zanima, kako dolgo je trajala ekstrakcija, zato ker zdaj, če nekšno kavo pripravljamo, ne, mi moramo imeti nekšno smotrno čas ekstrakcije, tipično 25-35 sekund, to nendri je tipično, ne, zdaj, če imamo 10 sekund, ta kava ne je dobra, zdaj, če imamo 1 minuto ekstrakcije, te espresso pa tudi ne je dober, pa tudi traja predugo, ne, samo z praktičnega vidika. In prvo nas je zanimalo, zdaj, če prisotnost finih delcev povzroči kakšno nehomogeno ali neučinkovito ekstrakcijo. Tu imamo na tom grafu kav, ko smo ekstrahirali iz kave pač topnega materijala v procentej, se pravi okoli 20%, 21% maksimum, to je tipično za kavo, se pravi, če imamo 10 gramov kave za eno porcijo, 2 grama kave je topni material, ker idete v naš napitek. In tu zdaj ne vidimo nekšnih hudih razlik med točkami, ko so na grafi, ki smo dodajali te fine delce in tam, ki smo jih ne dodajali. Tako nekšnih hudih, nehomogene ekstrakcije smo ne imeli in nekšnega trenda, ki bi lahko videli, ko zdaj pa čisto drugače ekstrahiramo, če dodamo več prašnih delcev, nemamo. In te smo pa ščeli malo to bolj podrobno pogledati in smo pristopili na tej eksperiment s tako imenovanim statističnim pristopom, ki smo imeli nekšnega cilja, kaj zdaj tu gledamo, ampak tisto ne brez cilja vse podatke dali v tej statistični model PLSR, se pravi Partial Least Squares Regression v angleščini, ki je pač v bistvu pogosto uporabljen model z machine learning, pogosto zdaj tudi AI, to mi pravijo, ampak pogosto je pa ne AI, je kakšen takšen model kak to, ki pač ti podatke notri daš, te model poskusi najti najboljšo korelacijo in te imaš nekšen rezultat. Zdaj smo dali vse te velikosti delcev notri, te krivulje, kako je tu en primer na desno, in smo želeli predvideti, kako dolgo je ta ekstrakcija zdaj trajala kave. In ko smo te dobili, tu imamo zdaj rezultat tega modela, pač to je linearna kombinacija teh koeficientov, ki so te točke tu v črne točke in se pravi, te koeficienti so lahko pozitivni ali negativni. In tu nam zdaj to pove, da za male delce pod 120 mikronov so koeficienti pozitivni, kar to pomeni, če imamo več teh delcev, večji delež teh delcev, pozitiven koeficient, se pravi, dlje časa je trajala ekstrakcija kave. Če so negativni koeficienti, se pravi, tam, ki imamo grobe delce, več večjih delcev, negativni koeficient, manj časa je trajala ekstrakcija kave. Se pravi, to je nekako logično iz fizike, kako pač razumemo, kakšna je permeabilnost materijala za tekočino, pač permeabilnost trdega materijala za tekočino, je to logično, ampak tu smo v bistvu na tom eksperimenti čisto brez neke logike, samo iz podatkov dobili tudi te rezultat, ko nekako te delci se tako lepo vkup skladejo, te velike delce in mali delci med velike delce, kako imamo določeno število malih delcev, te se nam v bistvu tako rečeno kava zaštopa, ko voda več ne teče dobro skozi. Zdaj, kako točno to se sklade vkuper, je še neznano, to bi mogli nekšno študijo bolj z matematike napraviti, pa še iščemo kakšno, ko bi lahko to nam malo pomagali, ker mi nemamo gdje takšne ekspertize tu na tom področju simulacij. No, bolje, kaj nam bolje mi tu delamo, je kemija, to je naslednji slajd, ampak tudi poskušanje. Zdaj, če to kavo damo nekšnim ljudem, ko so eksperti, poskušati, pa nam povejo, kako je dobro, ali je uravnotežena, kako je dobra kislina, ali je kakšna je grenkoba, sladkoba kave, kakšen je občutek v ustih, in te podatke zberemo notri, vidimo nekšno takšno krivuljo v obliki zvonca, se pravi, ekstrakcija okoli 10 sekund ima fejst slab rezultat, pa ekstrakcija 1 minuto ali več, tudi slab rezultat, nikomu ne všeč takšna kava, in te nekateri
imamo pa nekšen optimum. Ne? Za to kavo, za te optimum je bil okoli 25-35 sekund ekstrakcije. In ko vidimo je, ko te vzorce, ki je bilo dodano ne preveč, tako imamo, ne preveč prašnih delcev, pravi maksimum 1 do 2 grama so bili še dobri, če pa damo 4 grame, te pa je kvaliteta bila občutno nižja. Ko sem še na hitro to, ko vidimo tudi izmeritev hlapnih organskih spojin, se pravi arom, ko te ekstrakcije ne linearno smo ugotovili. Ko se dogaja, face hlapne spojine, če jih fino meljamo, imamo dosti prašnih delcev, več kot ekstrahiramo, menje imamo. Se pravi, samo na hitro, te zgornji levi grafi najbolj zanimive, to so face hlapne spojine, arome, ki so pomembne v kavi, menje kot ekstrahiramo, se pravi 16% ekstrahiramo, jih imamo dosta, če pa 20% ekstrahiramo, jih pa imamo samo že 50% menje. Tako imamo nekšne te nelinearne pojave, tudi ne vedno, ko več ekstrahiramo, več imamo, zato tudi pride do te zvončaste oblike krivulje kvalitete kave. Ja, to je to. Ja, to je to, kar sem šel povedati, če pravi, nekako, to je bil zaključek, ko kavo je ne tako enostavno, ko so procesi nelinearni in nekako vedno iščemo nekšen optimum nedri na sredini. Ste vedeli? Fini delci, ki nastanejo med mletjem kave, lahko močno vplivajo na okus napitka. Čeprav so majhni, igrajo ključno vlogo pri enakomerni ekstrakciji. Med ekstrakcijo kave se koncentracija hlapnih organskih spojin, ki dajejo kavi aromo, spreminja glede na stopnjo mletja in dolžino priprave. Različni mlinčki ustvarjajo različen odstotek finih delcev. Na primer, konusni mlini ustvarijo več finih delcev kot diskasti ali valčni mlini. Optimalna nastavitev mlina lahko pripomore k skrajšanju časa ekstrakcije in hkrati izboljša sladkost ter aromatičnost kave. Preveč finih delcev lahko povzroči prekomerno ekstrakcijo, kar vodi do grenkega okusa kave. Zato je natančna nastavitev mlina ključnega pomena.